Moja magistrska naloga je bila feng shui in potem, ko sem videla nabor informacij, ki sem ga dobila, se mi zdelo, da bi mogoče to zanimalo še koga drugega kot mene ali pa tistega, ki bi knjigo srečal v knjižnici na fakulteti za arhitekturo. In tako v bistvu sem potem kontaktirala založbo, ki se na tem mestu rada še enkrat zahvalila, da so knjigo sprejeli v program in da so mi omogočili, da jo lahko predstavimo pred bralcem v tej obliki, kot je. In dejansko smo iz te magistrske naloge vzeli tisto, kar je najbolj zanimivo, najbolj inspirativno, kar ljudje lahko uporabijo v oblikovanju svojega prostora in smo potem to še grafično lahko dopolnili. Želela sem pa si v bistvu narediti nek pregled metod, ki se danes uporabljajo v zahodnem svetu v feng shuiju. Tak celovit pregled, ki ga sicer običajno v ostalih knjigah v tem obsegu praviloma ne srečate. Pa zelo mi bilo pomembno ta filozofski vidik, se pravi razumeti to izhodišče filozofsko, iz katerega knjiga izhaja, in pa tudi nekako orisati to kulturno-zgodovinsko ozadje, ker vendarle je to vsebina oziroma znanje, ki prihaja iz Kitajske, in je pomembno, da razumemo, da vsaj poskušamo razumeti okolje, v katerem je to znanje nastalo. Za feng shui velja, da je zelo konkreten v resnici, tako da predlagam, da mogoče greva na konkretno predstavitev primerov. Pripravila sem nek tak kratek pregled teh metodologij. Mogoče bi izpostavila samo to, da pravzaprav poznali dve veliki šoli o feng shuiju, to je šola kompasa in pa šola oblike, ki ste si tudi precej različni in se danes dopolnjujete. Se pravi, danes te tehnike, ki jih uporabljajo metodologije iz obeh šol. Nastali sta pa sicer ločena tudi na dveh različnih koncih Kitajske. Šola kompasa govori, da iz različnih smeri neba prihajajo specifični vplivi, tudi v različnem obdobju so te vplivi drugačne, enkrat so bolj podporni, enkrat manj. In v bistvu predlaga tehnike, kako te vplive beremo in jih potem tudi lahko prenesemo v tloris in konkretno na njih reagiramo. Šola oblike je bolj intuitivna, dočin šola kompasa je bolj matematična, analitična. Pravi, da po pokrajini, da je pokrajina na nek način oživljena, da pod pokrajinskimi sistemi tečejo življenjski tokovi, te življenjske sleki, ki prostor oživlja in v bistvu daje napotke, kako to prepoznati in kako se do tega postaviti prostor. Tukaj so najbolj izrazite šole, ki se danes pojavljajo v okviru feng shuija. Prva bi bila, kako recimo te elementarne faze, ki jih srečamo v vsaki knjigi o feng shuiju, to so ogenj, voda, kovina, zemlja, les, uporabimo pri konkretnem oblikovanju prostora. Tole je recimo en diagram, na kakšen način te vplive elementarnih faz prihajajo v prostor in to se da potem uporabljati predvsem pri analizi, kje v prostoru se ne pojavljajo najbolj potentni viri, recimo ognja ali pa vode, se pravi, kje imamo stranišča, kam postavljamo kamine, kje je najbolj postaviti kuhno, vse to lahko uporabimo pri tej metodologiji. Naslednji je vzhodno-zahodni sistem, tukaj v bistvu zberemo enega od 8 tipov, ki pripada vašemu prostoru ali stanovanju ali osebi in potem v bistvu postavimo nek energetski vzorec na prostor, ki nam kaže, kje ne bi bili v našem prostoru bolj ugodna območja in manj ugodna območja za daljše zadrževanje. Recimo konkretno tukaj so vijolična območja, tista, ki ne bi bila bolj podporna, rumena pa tista, ki nam dajo ali pa nudijo manj podporo. Feng shui čas je vsaj meni osebno še posebej zanimiv, ker razlaga čas nekoliko drugače, kot je ustaljeno v naši zahodni kulturi, namreč pravi, da se čas dogaja spiralno. Se pravi, se verjetno, da se neke dogodki zgodijo, v določenih časovnih ciklih ponavlja in je takrat večja. In potem spet daje navodile, kako te vplive prepoznamo in kako jih potem lahko konkretno v prostoru na njih reagiramo. Recimo, če imamo slab ali pa manj ugoden vpliv zemlje, ga lahko ošibimo ali pa omilimo z vnosom, recimo elementarne faze kovine. Se pravi, spet so navodila, kako na take informacije primerno odreagiramo.
Šole oblike nam je morda zahodnjakom še najbližje, ker je zelo podobna kot je sodobni znanosti okoljska psihologija. Se pravi, daje priporočila, kako se postaviti v prostor, glede maso v prostoru, da se v njem najbolje počutimo. Se pravi, da nekako gledujemo situacijo in ta metoda oziroma diagram petih živali je en tak osnovni model, na katerem gradi šola oblike. Daje potem priporočila tudi z vseh drugih območij. Se pravi, če želimo analizirati tlori z vidika šole oblike, gremo pač preveriti položaje vseh pomembnih prostorov po stanovanju.